Naslednja najina avantura je pot na Plešivec. Parkirala sva najvišje možno, kjer se da. Na teh koordinatih. Imam pa tudi na hribi.net lepo napisano tole potko. Sedaj pa greva najprej proti planini Dolgi Nivi in v smeri pol Košutnega Turna. Kot pravim, tale pot je isto upisana na hribi.net, jaz sem se celo sprintal. Zgornji del ni namreč nobenega GPX-a, nikjer nisem našel in tudi nobene poti ni na navigaciji. Tako da je treba slediti, verjetno, da bo kakšna stezica gor do grebena, pa pol do vrha Plešivca. Mene ta Plešivec zelo spominja na moj koroški Plešivec, kot smo mu rekli v času Jugoslavije, zdaj je ratala nazaj, tako kot že mnogo let prej Uršlja gora. Ampak to je drug Plešivec. Ups, tega spustimo mimo. Kaj sem hotel reči? Aha, Plešivec, ta je blizu tega Košutnega Turna, ki je bolj znan. Je pa to 1801 meter visoka gora. Malo po parkirišču prečemo ta prvi potoček in si malo zmočimo čevlje. Lahko se tudi čez skoči, ker je zelo majhen potoček. Voža mi je že nekam zginila. Aha. No in tule tale širok kolovoz zapustimo. Gremo naprej v smeri Dolge Nive po pastirski poti. Tale Dolga Niva je izredno visoko obiskovana. Kaj praviš? Ja, to so mi rekli v službi, da je tle kar gneča. Tako da, če pejte zgodaj susedi, pol tam vse zaparkirajo. Pot je izgledno lepo narejena, z takšnimi detalji. Še malo pokažem, kako je lepo. Slopovčki. Kristalno čista voda. Lepo. Če malo opazujete okolico, boste videli, da je cel kup tehle kamnin. Jaz sem že temu malo pozabil, kako se temu reče, verjetno smo se učili v kakšni osnovni šoli. Take kamnine, ki so se pa spremenile v kamnilo, so pa sestavljene iz manjših kamenčkov. Zelo pisano, celo pot gor. Tako da se da tudi kaj takega videti, kjer se ne spomnim, da bi veliko kje videl tako strukturo kamnin. Ko pridemo iz prvega gozdička ven, smo že pri tej znameniti, lepo oblikovani pašni ograji. V ozadju se že slišijo prijateljice krave na paši. Kje si šla? No, odpri mi, žena, lepo. Hvala. A ne, kako so žene prijetna stvar. Pa kako najdejo, ne? Vse najdejo. A nisi pa enkrat tam kroknik lezla, ko sva šla? Aha. Tu imamo pa žico za krave. Ja. Samo malo. Tole. A si slikala to slikco? Si to slikala? Nisi.
In dobrodošli na Dolgi Nivi. Ja, spoštovani gostje planine Dolga Niva, tudi krave smo mame in se bojimo za svoje teličke, ker jih imamo rade. Zato ne hodite med nami, še posebej ne s psmi, ker nas spominjajo na volka in smo lahko agresivne. No, evo, kako lepo prebrala namesto spletne misli, ki je noče in noče povedati. Danes boš pa povedala sklepno misel, prav? No, a nekakšni. Ok, noče. Ja, te so krave, to se spomnim, že zadnjič so bile. Koliko jim je fajn, res. Ampak zadnjič so se odločila, a greva levo ali desno, ne? Tu zdaj bil. Tam mimo, tam je pa že tista znana oštarija Dolga Niva. Dolga Niva. Ja, mislim, da greva desno. Nadaljujemo mimo kravic. Bližava se planinski kočici, ki je med drugim znana tudi po zelo dobrih štruklih, če vas zanima. Tukaj gor nad nami je mogoče ostenje, malo zoprna siva barva v oblakih. Upam, da se kaj razkadi pol čez en čas. Tudi tele imamo. Zelo lepo urejeno alpsko okolje ima ta kočica. S planinskim orlom na čelu. Od koče nadaljujemo naprej desno po tej stezici. Na koči piše, da se nahajamo na višini 1400 metrov. Imamo tudi druge živalce. Tamle skačejo po rani in se borijo za neveste. Tle imamo to so po mojem goske. Ali pa račke, jaz namreč ne ločim. Zapustimo te živalce in odrinimo naprej. Proti Plešivcu, Sota S5 KA, kilo alfa kot karavanke 0,28. Pot je res lepa, kolovozna, ne preveč strma. Se pravim, po isti poti se gre tudi na Košutnikov Turn, pa seveda desno se nekje odcepi za najin hrib, kjer pa ni več označeno, levo pa označeno za Košutnikov Turn, kjer so pa že bila. Malo bova na mesto, kjer bova se odcepila desno. Do tam pa naj še spremljajo tile lepi kamni. Pri tem odcepu za Košutnikov Turn, ki gre naravnost gor, gremo mi desno še naprej po tej cesti oziroma kolovozu ali stezici. Še vedno se nadaljuje po tem kolovozu. Mislim, da bomo tam prišli že zdaj do državne meje in tam se treba povzpeti čez neko napeto žico od pastirja pašno ograjo, no, in potem greva gor. Lahko bi pa že tudi tle
mnogo prej se prečilo gor, sam je, ne vem, mislim, teren je tak bolj, se vidite kakšno je. Seveda se lahko gre tudi tam, ampak lepše je po poti, da se ne uničuje trava. Tako da pejte kar tle okrog, pa bo okej. Tule pot zdaj zavije desno. In tam v ozadju se že vidi najna današnja točka, obronki Plešivca. Ja, tu sva zdaj na državni meji, na to stran je še Slovenija, na drugo je pa že Österreich. Nadaljujemo ob tej ograji. Boža se odloča, a bi ali ne bi nekaj slikala. Nekaj je najdla in je slikala. Veter se pa zelo ojačuje, kar je bilo pričakovano. Jaz sem na naših kartah pogledal približno, da je bilo na tej višini moglo biti okrog 15 metrov na sekundo, kar je kar precej. Za mojo kitajsko vertikalko bova videla, koliko je gor na vrhu piha, verjetno še bolj kot tle. Včasih te pa preseneti, da ne. Evo, to so pa zdaj naredili drugače, ko je na hribi.net. Super. A celo piše. Ja, te čez moramo iti. Poglejte, kako so stari posnetki oziroma slikce. Itak je vse potrgalo, očitno ne paše več, ampak tam še sploh ni tega. Tukaj so pa zdaj lepo naredili pocinkane pločevine. In tukaj gremo čez. Super. In nadaljujemo po tej potki. Pot poteka skozi, tule po državni meji, po tem ruševju. Totalno smo v brezveterju tle. Super, vsaj del poti ne bo pihalo. Smer tja gor nekam. Malo naprej se nama bo pa svet malo bolj odprl. Malenkost je bolj strma pot zdaj tle gor, ampak daleč od tiste res strme. Je pa blazno veliko mravelj. Borovnic, mravelj na milijone. Ne vem, koliko se bo to sfokusiralo. Potka se še malo bolj odpre v to rdečo pot. To bo pa verjetno železo noter, če je take barve. Ali pa mangan, ja. Če še malo pot nazaj posnamem, tole mejno pot, ki gre gor. Košutnikov turn je totalno noter. Dobro, da nismo danes zbrala Košutnikovega turna v oblaku. Ja, piha izredno močan jugozahodni veter. Nariva to vlago noter in se pač tu oblaki delajo. To je čisto standardna reč v naših Alpah. In gremo naprej. Do vrha je še zelo malo. Spet ta kamen, ki sem ga že prej omenil, kako je sestavljen iz manjših. Še vedno se vzpenjava navzgor po tej poti. A
A smo že gor na vrhu? No, dobrodošli na vrhu. To je bilo pa hitreje, kot sem jaz pričakoval. Bom pogledal, kako dolgo hodimo. No, Košutni kulturen se ne vidi. Ne. Na strani samo Ampak boža, vetra nimamo. mama malo. Mama? Sam, lej. Ja, se zdi, da je to. Ja. Tamle imaš smrekco, ki je malo višje. Živijo Sota FM prijatelji. Jaz se zelo veliko tudi kako stvar naučim že od prejšnjih generacij in tudi iz prakse sem se jaz naučil, da če malo dvigneš tole FM anteno malo više, je mnogo, mnogo boljše in drugače delam za tole RH, ne, antenco ali pa z ono abri, ko jo imam in vedno nekam lezem, da bom ja više pa to. In jaz sem zdaj doma testiral in sem si naredil v 1 uri tole Slim Jim anteno. To sem že gor privezal, pač downside je to, da moraš pač neke dodatne teže spet sabo nositi, ampak za take hribe, ki so blizu, se to mogoče splača ali pa tudi ne. Jaz namreč uživam tudi v teh zvezah, ki so na UKV-ju, skoraj enako kot po onih, če še kakšne take daljše dobim. Slim Jim antena narejena iz tega 450 ohmskega odprtega voda, ki sem ga enkrat kupil od Silvota v Brulah, Silvo hvala, S50X. Uporabljal sem veliko let na kratkem valu, zdaj so mi ti konci ostali. Na internetu se najde super kalkulator, kjer si lahko sami izračunate dimenzije. V glavnem odrežete to, ko tam piše, žvici 2, te skup se zalota, na spodnji strani se isto skup zalota. In na tem mestu, ko boste tam oznake dobili, jaz bom dal tudi gor, na katerem mestu je ta program gor na internetu, se samo en delček odreže, tako da ni v stiku. In te anteni se, kot pravim, se reče Slim Jim, v bistvu je to podobna stvar, kot je Jot antena. Jaz sem bil presenečen, kako to dobro reč deluje. Včeraj sva testirala z SP9GS in ga na Diamond X510, ki je sicer bil 10 metrov stran, sploh slišal nisem. Tudi on mene, na to sva se pa slišali. Tudi zadnjič, ko sem testiral, malo je drago, SP6 LFI mi čist fantastične raporte dajo. Direkt gor se prelota koaksialni kabel, eno na eno stran, drugo na drugo stran. In ko daš koaksialni kabel, je fajn narediti še 3 šlingice okrog na 4 cm. Ok, zdaj pa dajmo mi to postaviti. Boste videli, kako hitro to se v bistvu postavi. Kam sem pa zdaj dal tisto šlingico? Aha. Jaz sem kar eno tole si vzel sabo, ki se za večkratno uporabo, kako se temu reče? Vezdico, ja. Tle imam že pripravljeno, daš samo skop in jo že lahko dvigujemo. Seveda je treba dati še koaksialni kabel gor, ker pol ga težko dosežeš. Se pravim, malo piha, ampak super, ne toliko, kot pa tam, ko so šlo gor. To je narejeno. Se pravim, tle se naredijo 3 šlingice, tako bi v bistvu moglo biti, da se loči. Ampak jaz sem doma testiral. Po pravici povedano, sam čisto nisem prepričan. Dobro, RF čovek se temu reče, ja, ampak to ni simetrična antena, to je nesimetrična antena in nesimetrična antena, nesimetrični koaks, ajde, no. Recimo, da je boljše, no vsekakor je boljše, ampak dela tudi s tem. Dela bistveno boljše, kot pa če to iz roke delate zveze. Jaz sem tole malo slabo zvezal, tako da bom mogel še tole malo bolj zvezati. Bože, boš mi pa mogla malo pomagati, malo prekini. Malo, a še snemaš, ali kaj? Ja, to so čari portabel dela, ker pač malo preslabo zvežeš in pol te zabava, ker te ne bi smelo. Da mi ne bo zdaj to glih na video, vse skupaj po tleh šlo, bom še tle malo zategnil.
če bi bilo kako veja, drevo ali to, se pač tole polagalka ob neko vejo položi in se ni treba zabavati s tem. Fina reče, da je tole že postavljeno, evo, to smo zdaj ojačali, nismo. Ok, se bo držalo. Nema veze, važno je, da je pač to malo stran. Jaz mislim, da je to čisto dosti visoko, kot sami vidite, kje je to visoko in bomo kar kako so to zvezo naredili. Na spota se ne morem dati gor, ker ni interneta. A je frekvenca prosta? Ceko Sota, Soča 5.7, Soča Portabel, Soča 5.7, Soča Portabel iz Kilo Alfa 028, Plešivec. Živijo Sandi, ovo je 8 SKQ. A pa to pa ni možno, Štefan, ja, kako je pa to možno? Ovo je 8 SKQ, SP7S Portabel, ti gor so malo v hribih spet, pridi. Ja, super, da te slišim. Sem že študiral, ker boš zopet na frekvenci, ker ne vidim, ker si ti na poti. Vidim tvoje video na YouTubeu, zasledujem, ampak nisem videl, ker boš v luftu in sem si postavil eno velike kajko, ravno toliko, da lahko malo poslušam. 5.9 si tule, 5.9, lep pozdrav na Božo. Ja, na video boš tudi ti, te bom poslal po link takoj, ko bom zmontiral. Super, Štefan. Ma veš, koliko na tebe misli, no, da bi te malo zareaktivirali nazaj, ma koliko bi bilo to lepo, no, nekaj vertikalko si postavil, no. Pa daj se večkrat oglasi na 550 nam sotašem, to vsaka zveza nam je pri srcu, pridi. Ja, bom malo monitoring delal tule na 550 in vidim, če je kaj aktivnost. Drugače sem aktiven na UKV kontestih, naslednji je 6 metrski v dveh tednih. Potem julij, august, september pa še november, sem kar aktiven na 2 metra. Ok, lepo delaj in se čujemo, Sandi, lepo da si slišal. SP7 Sierra Portabel, ovo je 8 SKQ. Super, Štefan, samo to mi povej, si gor na kolokaciji ali si od doma? Doma. O, lepo, se bom te še kaj od doma poklical, da vidimo, če se slišma. Diamond X 510 je drugače super komercialna antena, to si kupi, pa ni toliko draga. Hvala, Štefan, za prvo zvezo, v logo si prvi, hvala. Hvala lepa, Dio. Adio, Soča 5.7, Soča Portabel, Sierra 5.7, Sierra Portabel iz Soča 5 skozi Kilo Alfa 028, Plešivec, Ceko Sota. Ja, Soča 5.6, Ljubljana, hvala Izola, evo, super, 5.9, hvala. LFI, drago, hvala zadnjič tudi za tisti test, 5.9 do konca, super, hvala, v vlogu si, ok? Ja, evo, ni problema. Ni problema, v vlogu in na video boš. Der Oscar Eco Station, bitte. Hier ist Oscar Eco 6 Uniform Victoria Golf Portable. Wunderbar, OS6 UVG Portable, danke, ich glaube, das ist auch SOTA. Ich bin auf Sierra 5 Kilowatt Amerika 028, okay? Bitte wiederholen. Sierra 5 Kilowatt Amerika Karawanken 028, Plešivec, okay? Okay, danke, Kilo Alpha 028. Ich bin hier auf Oscar Eco Sierra Tango 149. Oscar Eco Sierra Tango 149. Und wie ist denn dein Rufzeichen noch, bitte? Jawohl, mein Rufzeichen ist Sierra 5.7 Sierra. Sierra 5.7 Sierra, natürlich, Strichportabel. S57S-P, okay? Okay, danke schön. S57S-P. 5 und 9 ist der Rapport. 5 und 9. Ja, das ist super, QSO. Ich bin nach 1801 Meter hoch. Danke vielmals für das Kontakt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, danke, tschüss. Ich bin auch 1868 Meter hoch. Okay, besser für Sie. Danke, tschüss. Tschüss, servus. Ceko Sota, Sierra 5.7 Sierra Portabel, S57S Portabel, Ceko Sota. Ja, samo Slovenci, samo počakajte sekundi. Die andere Station aus Österreich, bitte. Da ist Oscar Eco 6 Hotel Mike aus Graz. Oi, 6 Hotel Mike aus Graz, super Signal bei mir 5.9, okay? Juliet Bravo Golf, einen Moment bitte, aber slowenische Station. Oi, 6 Hotel Mike in Graz, 5.9 für Sie, bitte sehr. Du hast bei mir 5 und 2, 5 und 2.
Danke für den Summit 73. 73, danke für 25 die andere Oscar Eco Station, bitte. Ok, ni več nobenega. S56 IHX IVG 59, Marjan. Ja, Sandi živa, pozdrav, beva 5-9 tudi, za oba za S56 IHX in 9 VG. Ja, ok, delam s tisto Slim Jim anteno in se vidiš, lepo dela. Hvala. Ja, lepo, krasno. Drugače je tudi Miloš se da dol javlja na 525 zdaj drugače. Ne vem, če bo šlo. Ja, bo malo te ceko klico, če vpršel, če ne pa pol na kratko. Hvala Bogu, veter ne piha, gore pa fejs pihalo. Hvala, Marjan. S57 Viktor 59. Ja, sem še 5959, 176 GB Ljubljana. Hvala Primož, ko si se oglasil. 73. 73. Ceko Sota, Soča 57, Soča Portabel iz Kilo Alfa 028, Plešivec. Soča 5, nič, Triglav, Drava. S54 Tango India Mike, evo, tudi tebi hvala za on test, evo, to ista antena, bom tudi na videu šila, kako zgleda. 59 si, Martina. Lep pozdrav, Aleksandar. Ja, super. Ja, tudi ti si 59, čisto do konca, kar dober signal sem, ne? Ja, hvala Martina, zelo veliko ljudi čaka. 7-3, hvala, 8-8, S5 nič Tango Delta, pozdrav Tomi, 5-9. 5-9 v Laščah. Super signal za Lašče, hvala. S57 Soča, Portabel, Sota. Soča 5-4, Velenje. S54 Velenje, 5-9, danes imaš pa 5-9 signal, izvoli. Ok, hvala za 5-9, za tebe 5-5. Hvala za 5-5, pozdrav. Soča 5-7, Soča, Portabel, Sota. Je še kdo za Soto? Soča 5-7, Soča, Portabel, Ceko Sota. Soča 5-1, Velenje, Y. Soča 5-1, Velenje, Y, 5-9 na vrhu Plešivca, blizu Košutnikovega turna, izvoli. Ja, Portabel, sem pa na ravniku, klele, nad Kalcem. Evo, toliko, lep pozdrav. Ja, hvala lepa za kratko zvezo, no, bom hitel še pol malo na kratke, kako zvezo naredil. Hvala za 5-9 si mi dal, ne, ali koliko si mi dal? Ja. Ok, hvala. Soča 5-7, Soča, Portabel, Ceko Sota. Sierra 5-3, Kilima. SP3 Lima, Sabina 5-9++. Ja, tudi si 5-9. Super prideš. Hvala za zvezo. Ja, hvala. Pozdrav. SP7S, Portabel, Ceko Sota. Nekaj Zulo. S51 Papa Zulo, 5-9, malo šumiš, ampak ti bom dal 5-9, izvoli. Ja, 7-3, hvala. Soča 5-7, Soča, Portabel, Ceko Sota. Ceko Sota, Sierra 5, Sieben, Sierra Strich, Portabel. Sierra 5, Sieben, Sierra Strich, Portabel, Ceko Sota. Ceko Sota, Soča 5-7, Soča, Portabel. Soča 5-7, Soča, Portabel, Ceko Sota. Ok, zgleda, da ni več. Je še kdo zadnji poziv, pa grem pa na kratki val tole poderem. Soča 5-7, Soča, Portabel, Ceko Sota. Hvala vsem za zveze, frekvenca je prosta. To je Španija, recimo. Nekaj še oddan. Kaj je Španija zdaj? Ja. A to zdaj pofočaš tako? Ja. Ne, Telegrafija. mislim, da pač, Se lahko tudi s mikrofonom, samo to je bolj lušno. Zdaj sem tipko S57, skozi Portabel, to je moj znak. Že zaporedje Ja. tih stiskov je pač on vidi, mislim, da te nekaj. Ne, on sliši tako, kot jaz slišim, a ne. Evo, to je F4, čist tam na obali z Atlantikom, en kriz. Tam dva sem ga dobil včerajnga. Kje? To me motil v njim. Čas, da nisi povedal. Res, takole debo. Črn, takole. Slutina še vas zaspal. Pa sem ga hotel slikati, pa se bo časem samo odpeljal. Tudi ti še zadremi. Je to Morsijeva? Morsijeva, ja. Kaj pa je to za ena pasma, taka lepa je? Kratki čas. A, še mlad? Ne? A ja, to pa ja. Ma, da je tati pa pojedo enega mesa. To je tako gor, pod Kavška tam. To je avtohtona sorta, ne? Ja, veš, da sploh nimam nič težav.
Glede na to, da sem prvič tam. Kaj me da se zdi? Zelen, svetlo pa črn. A to če bi hotel, bi se lahko tudi pogovarjal? Ja, z mikrofonom imamo poiskati, sliši sam. Pa en zelo šlo. Čemu pa to služi, recimo to radiomaterstvo? Mislim, ne poznamo, zato da nam ga nočem vprašati sam. Pa imamo neko tako lušno diplomco, no, ko narediš 1000 točk, tale je 8 točk vreden, on Šutnik v Turn Gor je 10 recimo. Aha, pa tudi to... Ja, pa v Anglijo pošljemo te podatke pa na en server pa pol to. Aha, oni zdaj vidijo, s kjerim si slišal. Jaz sem, ko sem šel doma, rekel sem mu dal, ne počakajo, ne bojo nehali, ko vse čakajo, da bojo naredili zvezo z mano, ko tudi oni točke dobijo. A ne? Ne, vse če je zeleno v redu. Če pokaže, kaj se bo pa zbrisalo. Ja, malo boste na video, če lahko, no, na YouTube. Je v redu? Ja, Ko bom dal to gor, lahko taj video pogledate, moj radiomaterski znak je S5, to je na vseh avionih. S5? S5 na avionih, na balonih, ne. No, jaz imam pa še 7S, če se zapomniš filter 57. Se pravi, S5, 7S, to sem Žagar Aleksander, to ima moj radiomaterski znak. In če greš na YouTube, pa tole vpišeš noter, boš dolbil najn filme ven. Pa lahko kak hrib tudi pogledate, ker je tak bolj eksotičen za vas, ko ga ne poznate. Nimaš, a imaš ti internet? Jaz ga nimam, recimo. Jaz ga nimam. Avstrija voli čez dolgo, ne? Kva S5? Koga imam pa jaz zihar? S5, 7S. Boš zapisal? S5, 7S. Ja. Ne zapiš. Ja, meni ga nič, nimam. Koliko pa mogel moj telefon vzeti, je navajen. Evo, zrimo, zdaj delam enega Španca, ko je tudi na enem takem hribu. Ta oznaka tega hriba našega je S5 Karavanke. Karavanke pa 028 številka je. Ko viš, kva ti povedal? Ja, razumemo, ne. Tale je Švedske zdaj. 5, 7, 9 mi je dal, to imam ene šifre, kako močen signal imam. Anglež. Je to za Anglež tipka? Sotlas, a ne? Ja, Sotlas, to je karta. Sotlas pa 5, 7. Ne, S5, 7S, to moraš pa v YouTube dati za filme, ne. Saj ne bo še jutri, no, bo čez kakšne 14 dni bom dal tega tudi gor. Pa boste pomahali, lahko malo pomahate. Kako pa imejte malo? Ana betka je. Ja, betka. Hitra planinka, pa še tle imamo nekaj majhnega. S5, 7S, S5. Lih ne vidim, lih bajtata zgodba. Ja, ne, to je. Ubir, kjer je ubir? Ubir boš tu. Ta je ubir. Aha, ta je ubir. Je dolina pa je bolj leto. Bomo pa tam ledinček. Zad je, ne, pa burova zad. Jaz dam pa imam tlele ledej brez. Ti te kateri dan, ko imaš zubi. A lahko jaz vprašam, kaj imaš pa ti tle noter? A to so ti pralke v bistvu, a ne? Ne, posnamete malo. Ješ tile. Na, malo se ne jej. Super, a daš enega? Seveda, je. O, hvala.
Kaj pa moje ženi, ko je kamor manjka na teh? jaz pa ne A bom, boš ga ti? hvala. Ne, Ja, bom pa jaz, Ti si hvala. naspihtal, ti si Ti naše naspihtal. ful težko, jih so tako trde so. A bitka ti tudi? Ja. Sam niso dobre. Dej, moraš da išti. Oj! Sem se jaz tudi To sklical. je bil pa prvi drugač zelo. Ja, veš, ker jaz imam tle že eno sled od enega, ko sem mu tudi koliko božil. A ja. Prvi. Še enega. Dol nam je padel. To ni Ne, muc. res drugače to pa nisem pričakoval zdaj. Veš? Ne, mi doma mačka. Saj ni hotel, verjetno takole samo po pokazal, nosu kdo je gazdal, ne. Ima zelo Kurac, rad, ni ne, in mogoče pes to ne mara. To pa zdaj ne bo. Boš pa šel v šolo podaljšano, bojo plačali še 8 ur več. Pa pa lastnik nevaren. Ne, pozor, nevaren lastnik. No, zdaj so se mi pa navolčali. Gremo. Ej, lepo se imejte. Adijo, Ajde, živjo. večni korak. Sorry guys, but sometimes we must sacrifice our activation time to explain people what the hell we are doing here. Sklepna misel. Plešivec odkljukan. Imeli smo obisk, kot ste videli, planincev. Malo smo jim razložila, zakaj se gre. Jaz verjamem, da če nikoli nisi za ta naš hobi slišal, je pol to težko vedeti. Pa v tako kratkem. Ponavadi te vprašajo, ko je največ klicočih postaj na postaji, pa morajo tam malo počakati. To se vsem dogaja in jaz mislim, da je to res taka zelo dobra promocija tudi našega tega čudovitega hobija. In nič narobe. Jaz zelo rad kam povem komu, zakaj se to sploh gre malo in tudi ponavadi vedno tale Sotlas omenim in pol tam veliko kdo reče, to je pa fajn, da se pa še kakšna ideja dobi za kak izlet narediti. Govorim o Sotlasu, SOTLAS, o tej spletni strani, kjer lahko tisti, ki niste radiomaterji, pogledate, kje imamo mi te naše točke, označene tale krogec na sredini, pomen recimo eno tako destinacijo in pol pač ta gremo, a ne, ponavadi jaz lahko z največjim veseljem zberem take, kjer še nismo bila. Zdaj počasi teh leta najbolj enostavnih gor po Visokogorju že nama zmanjkuje, tako da že jaz moje lovke malo segam tja v Avstrijo. Malo bi rad tega mojega prijatelja iz Avstrije navdušil tudi za tole Soto, namreč radiomaterščina je zelo široka dejavnost, to je samo en majhen delček, tale hribolazništvo pa delanje zvez za ta naš Sota program. Navdušiti, da bi tudi on malo začel se s tem ukvarjati, ker je res fajna stvar. Sama pot gor je čisto taka enostavna, res lahka pot, tudi tole pot, ki sem jaz imel malenčko strahu, ker pač nisem imel navigacije pa to. Ne vem, zakaj ni to noter urisano. Urisana je tale državna meja, mogoče zato, ko niso dve črti mogli spraviti na isto mesto. Mogoče zato. Gre točno zdaj, tle, ko skozi hodimo, gre državna meja. Je izredno lahko najditi. Kaj naj še povem, Božo? Sama cesta gor, ko se pelješ, je tudi kar dokaj v dobrem stanju. Tudi z navadnimi avtomobili pridete do tistega parkirišča od spodaj. Koordinate. Ja, vreme pač malo tako. Lej Božo, vse, če bi še mi do tle delala zveza še na 2 uri, bi mogoče se pa to razkadilo. Bože, a greva še na Košutnika? Zdaj so tako blizu. Ne, saj ni časa danes.
Tako da, kaj še naj povem, lep hrib, zelo ga priporočam. Ja, mislim, da še kakšno ostane, sicer, ne, mislim, da jih poberajo ljudje. Seveda Božo takoj vse v hrano spremeni, zastonj borovnice iz kristalno čistega okolja. Fajn hribček. Pejte na tega res tudi tisti, ki ne hodite v visokogorje, ta res ni čisto nič podoben visokogorju, nekaj vmesnega. Midva so porabila gor, ne vem, sem prej povedal, od avta pa do sem, do Špice, smo porabila točno 1 uro pa 10 minut. Seveda s tem mojim snemanjem vedno pol rečem, lahko odštejete še 10 minut verjetno lahko odštejete, no, ker se ustavljam pa kričim pa kako grožco posnamemo pa tako. 1 urco. Na hribi.net vam piše urco 20, se pravi, tu nekje vmes. Takole, zdaj pa midva vas pozdravljamo, greva dol na en čajček v tisto lušno kočo in se vidimo v kakšni drugi priložnosti. Lep pozdrav od naju z Božo, 7. junij 2025, 7:3.